Vatikansko dvorano Pavla VI. So danes napolnili člani Krščanskega združenja podjetnikov, kjer so se srečali s papežem Frančiškom. Združenje povezuje italijanske katoliške podjetnike, ki želijo biti oblikovalci razvoja za skupno dobro, pri tem pa dajejo velik poudarek krščanski formaciji. Gre za cerkveno združenje, ki je priznano strani škofov, zato so poklicani živeti zvestobo evangelskim zahtevam in družbenemu nauku cerkve v družini, na delu in v družbi, kot jim je v govoru povedal papež. To pričevanje je zelo pomembno, je dodal in jih spodbudil, naj živijo svojo podjetniško poklicanost v duhu svoje laične misionarskosti. Dejavnost podjetnika je nekaj plemenitega, če se le pusti vedno nagovarjati širšemu življenjskemu smislu. To mu omogoča, da zares služi skupnemu dobremu, ko s svojim prizadevanjem množi dobrine tega sveta in jih dela dostopnejše za vse. Podjetniška dejavnost in vodstvena služba podjetja lahko postaneta kraja posvečenja, in sicer s prizadevanjem vseh za bratske odnose med podjetniki, vodilnimi in delavci, ter spodbujanjem soodgovornosti in sodelovanja pri skupnem interesu. Papež je poudaril, da je ključnega pomena ohraniti posebno pozornost do kvalitetnega delovnega okolja zaposlenih, ki so za podjetje najdragocenejši vir. Še posebej je pomembno spodbujati uravnoteženost med delom in družino. Pri tem je Frančišek izpostavil delavke, torej ženske. Ekonomija in podjetništvo potrebujeta za svoje pravilno delovanje etiko. Ne kakršnokoli etiko, ampak etiko, ki v središče postavlja osebo in skupnost, je poudaril papež Frančišek in zbrane podjetnike pozval, naj si skupaj prizadevajo za ta cilj. Dali boste sadove v takšni meri, v kakršni bo evangelij živ in navzoč v vaših srcih, v vaših mislih in vaših delih.